Upam, da se imate tudi letos tako dobro, kot smo se imeli lansko leto. Meni je še tako dobro, ko se spomnim, kako me je 500 rdečih vrtnic pričakalo, ko sem prišel na oder in mi je prav toplo v srcu. Jaz sem prepričan, da se boste letos tudi dobro imeli. To vaše poslanstvo, da nam, moškim podjetnikom, postavite ogledalo in nam dokažete, da ste tudi ženske uspešne, vsaj tako kot mi ali pa še bolj na nekaterih področjih, je treba povedati v javnosti, se morate izpostaviti. Jaz sem prepričan, da take pobude bi morale biti še celo bolj pogoste. Ženske imate namreč zelo močno intuicijo, močnejšo kot jo imamo moški in vsak dan je v podjetništvu to bolj potrebno. In tudi pomembno in tudi nujno. Zato upam, da boste v vašem poslanstvu zdržali, da se boste povezovali tudi z mednarodnimi podobnimi organizacijami, da boste nadgradili to vaše poslanstvo in da boste še bolj uspešne, kot ste že do sedaj. Želim vam, da se bi imeli krasno, da bi se marsikaj od tega dneva naučili in nam poslali tako sporočilo, da ga bomo vsi skupaj razumeli. Hvala. Vse. Slišite? Čaj glas. Kaj pa zdaj? Jaz sem Gregor in sem danes tu zadolžen, da vam bo fajn, pa da bomo na koncu končali, kot je prvi, danes tule prvič. A je katero da tu dale prvič tule? Wow! Tam z vami si ne moram reči pomagati. Ali to pove, če je danes tule drugič. Se pa že malo. A mi poveste, izljubate, kako vam ime? Vi. Ja. Štela, kaj bi počete drugače, kada niste tule? Mama ste, ampak, ja. Super, razumite, ste? Zato ste tudi tule najbolj, kaj zaradi mame, ne? Ja, a bi lahko še nekdo povedal, pa že, sem predlanskem tudi bil tule. Vi, a mi poveste, kaj ste pa vi počeli v lanskem letu? Predovala sem. Predovala? Kaj bi dač posledal? Zavarovalništvo in finančne storitve so moje. To sem to resno zdi, jaz nisem tako, da ne znam. Ampak očitno uživate, drugače ne bi to je fajn izgledalo. Ljubim to delo. Finance. Močno bi se resno. Še, koliko še ga bi potrebovali, ker imam par takih tehničnih vprašanj, ki bi mnogo pomagal. A lahko še to pove, kdo bi že pogosto tule? Ti? A lahko dati mikrofon, ker je zdaleč? Pozdravljeni. Živjo. Zdravo. Tako sem, imam vrst scenarij, vse, ampak vaš stvari pa nisi povedal. Kdaj je prva kava in morate povedati? Mogoče veste. Ja, prva kava je, mislim, da ob 10 pa 15. Ok. Pa rekli smo mi to, se moški pa nije toliko težav, ampak stranišča pa toliko je pa ko je. Stranišča takoj tu od zadaj, desno, tako. A se lahko kadi v stranišču? To pa je skrivnost. A vi ste že dan bili tole? Ja, od prvega trenutka naprej sem jaz z 500 podjetnicami. Kaj pa delate, da imate to časa? Jaz sem pa marketinški coach za hrabra podjetja. To smo vi torej, ne? Točno. Ampak ne bi bilo fajn, če bi, a bi nekaj znala, pa če to sem gor, pa bi kar tule, pa bi to skupaj vodila, kar bi bilo... Kar zdaj? Skupaj zmoremo več, ja, to bi nam bilo bolj lažje. Ok. Super. Kar gor pridite. Čisto je prosto, veste, da je lani bilo fajn, pa danes smo tudi
isto bo naredila. Vse bo isto, vse bo isto. Ali se spoznala? Lenja. Lenja, Elvira, Lenja, jaz sem pa Gregor. Gregor. Tule piše, ja, to. Aha, se pravi... Tole prosim... To da preberem. Ja, daj, tukaj pomingo. Se pravi, drage ženske, prosimo vas, da se držite urnika, saj imamo precej pol dan. Navodilo, če predavatelj predolgo govori, začni dajati jasne znake. A ja, to ne smeš. Tudi videla se mora držati urnika, ker je govoriti stvari danes. Super. In bi kar napovedal našo naslednjo prvo gostjo. Strastno gostjo. In to je Alenka Slabe. Recuerdo que siempre a mi pueblo llegaba en días de fiesta aquellos gitanos. Mi padre contento sacaba del cuarto esa negra guitarra que del primer sueldo se había comprado. Señor, présteme usted esa guitarra, señor, esa negra guitarra, préstame, señor, esa sí toca mi alma. Así le decían aquellos gitanos que de barra en barra andaban cantando, siempre que pedían, mostrando sus manos, alguna propina, entre canto y canto, y hasta las mujeres allí se acercaban, de largo vestidas también preguntaban. Señor, présteme usted esa guitarra, señor, esa negra guitarra, préstame, señor, esa sí toca mi alma. Regreso y bajo la sombra de un árbol brindamos con esos amigos que no se marcharon. Como en viejos años se escuchan los cantos de aquellos gitanos que a pesar del tiempo siguen preguntando. Bravo, Alenka! Ostanite z nami, Alenka. In to so plesalci, tudi Karmen in Tihar, pridite k nam. Čestitam, wow, kakva energija, prekrasno. Gregor, boš ti predstavil našo Alenko? Ja, najprej predstavljam Alenko. Alenka ni samo bobnarka, ampak je predvsem poslovni coach in trener mehkih veščin.
pretekli leti ste bili taki veliki življenjski prelomnici, ne? Takrat se niste odločili za iskanje utehe v antidepresivih, kot ste izpostavili, ne? Ampak na drugo pot ste šli, torej pot glasbe, plesa. In to je zelo blizu, kot počne Karmen. Tako da, zdaj odločitno zelo uspešni paket, ne? Vam je zelo koristno to in se premagali do te težave. Ja, to je tisto, kar rada počnem. To me je osvobodilo in dalo en nov smisel v življenju. To mi je bila rekreacija in največji antidepresiv, nekaj, kar najraje počnem, ker je dobro za moje telo, drugič pa, ker potem strašansko uživam. To je umetnost in rekreacija hkrati. In se povezuje tudi z mojim poslom kot poslovni coach in trener, ker deluje antistresno in fantastično priporočam komorkoli, nobene medikacije, nobenih stranskih učinkov, samo ena velika sreča in efekt takojšen. Se pravi, Alenka, vi tudi dejansko ta vaš coaching delate tudi z bobni, ne? To je del programa. To je del mojega programa, ja, kot en antistresni del in glede na to, da sem izkusila to osebno, preko moje prijateljice Akiko, Japonke, ki me je peljala enkrat na eno tako drum session. V Kanadi sem to osebno izkusila in so mi pač te živci, ki so se mi vnemali tu od hrbtenjače dol, popustili v treh seansah, teh terapijah. To je pa stara stvar, več tisoč let, ki jo zdaj nekako na novo mi odkrivamo. Tako da priporočam vsakomur, ki je v težki življenjski prelomnici ali situaciji, da se poslužuje teh starih, mi rečemo alternativnih, v bistvu so pa tako naravne stvari, da gre v gost in da objame drevo, da pobobna po plastičnem vedru ali karkoli za dušo, za srce. In zato vas srčno vabim, da potem med odmorom tukaj čez steno si še same preizkusite to bobnanje in ta učinek, ki vam bo dala ta vibracija na telo. Fenomenalno. In da boste tudi vi lahko v tem plesu našli svoj mir, svojo srečo in en velik užitek. Zveni krasno. Alenka, in vi verjamem, da ste se tudi duševno povezali z Karmen, ja? In a mi vi lahko poveste, kako bi vi nam opisali Karmen? Kako se počutite v Karmen? Ja, fantastično, ker ona mi je v bistvu odprla nov svet skozi ples. Je fantastična učiteljica, ki mi je dala več kot samo to. Poleg tega je še človek na prvem mestu, ne? Mi smo najprej ljudje, potem pa vse ostalo. In če to izžarevamo in če to posredujemo nesebično in predano, potem je pravi kontakt, potem je pravi posel in vse pride k nam. To je čudovita izkušnja. Krasno. Karmen, najlepša hvala za vaše plesalce. Najprej lepo pozdravljeni vsi. Jaz bi najprej povedala, da smo za tole edinstveno občinstvo pripravili predstavili edinstveno skupino, edino tako našo v Sloveniji. Tudi tale komad, tale pesnica je v bistvu zdaj prvičavno predstavljena. Skupinca se imenuje El Fuego Loco. En aplauz, To je talentni korak magistro Ide Boštjana Bibiča in tudi so s tekmovalno Torini in tako naprej se ste videli, kakšne fakti so, kako so dobri. Jaz bi se navezala na Alenko, dejansko je ples tist, ki nam sprošča, bom rekla, vse mišice, organe in tako da čim prej plesati, ali solo, ali v paru, ali ob bobnih, ali ob kitari, ob čemerkoli, samo da se pleše. Skratka, da prav antidepresiven program je to. Plešte z nami, z vami, s komerkoli. Hvala lepa. Krasno, najlepša hvala. Eno geslo, življenje je ples in ples je življenje. Naša gosta, lahko rečem danes najhitrejša gosta. Imamo pa zdaj spet nek presežek v načrtu. Sicer ni najhitrejši, ker ampak se mi zelo lepo zahvaljujem, da je prišel. Torej, da povedujem in vabim na oder najlepšega župana najlepšega mesta.
Zdaj ne vem, Marjan pa Mika za to govorilo lepoti, ne. Smo šli na deležene kot dedek, ne, enih ostankov teh lepih besed. Ampak moram priznati, da sem tako veliko z navdušenjem poslušal ta skupni tandem in v principu potrjuje to, kar jaz počnem skoraj 40 let. Malo je strah, ne, 500 žensk na kupu. Glava, da nas je tle nekaj predstavnikov drugega spola, ker je živalo zunaj, ker nam suho vreme. Rekla Marta? Zaupanje, motiv po uspehu. Jaz, ki jih še vedno ne imam ta motiv po uspehu, če bo to delalo bolje. In kaj je treba narediti, koliko treba vložiti, da prideš do tega uspeha? Mislim, da sta ključna elementa v življenju bila pokazana na najboljšem praktičnem primeru. Alen si je popolnoma moral spremeniti način življenja po tej svoji nesreči. Moram priznati, da zdaj konkurira s sladoledom na odprti kuhinji, ne upam, da bo tam sladoled, ne, tako da tukaj smo včeraj pismo, hvala lepa, ne. In meni pravijo še vedno moji sodelavci, sodelavke, ne, joj, župan, koliko si ti naiven, vsem verjameš, vsem zaupaš. Moj odgovor pa je, da, vedno na začetku, kajti če čem ne, jaz dobiti z druge strani to pravo, neposredno, direktno, za vpliv informacijo, moram verjeti. Kako bi bilo, da pride Alen k meni, pa mu jaz rečem, Alen, jaz ti ne zaupam, daj ti ne zaupati. Ne gre. In vidite, ne, tu se boste morali odločiti, jaz govorim vedno o tem delovnem področju. Jaz sem še vedno na dopustu vsak dan. Z veseljem pridem zjutraj, včasih mi je dan prekratek, ko ga treba zapustiti po tem svojem delovnem področju. Prideš domov pred ogledalom, ne, tisto pranje zob in se vprašaš, kakšen je bil danes dan, sem kaj narobe naredil, bi lahko kaj popravil. In glede na to, na afere, ki jih imam, ne, in obiske nekih organov, ne, zadnje čase mi zdi prav smešno, vse skupaj, ne. In me sprašujejo, če bi še enkrat vse isto naredil, če bi vedel, kaj me bo čakalo. Odgovor je da. Isto, kad drugače znam. In zadnjič sem bil na sodišču, govorimo o zaupanju, ko me očitala tožilka, nekako tako, z nekoliko prezgodnim podpisom končne situacije, je župan naredil premoženjsko korist Mestne občine Ljubljana na račun Evropske unije. Se je sprašal, prostite, ni moja funkcija premoženjska korist Mestne občine Ljubljana? A nisi za to postavljen? Malo smo se gledali čuda, ne, če me se Evropska unija ne pritožuje, ampak važno je, da pač je bilo toliko in toliko v medijih. Ne. Cona udobja, vsi si želimo, da bi nam bilo lepo, udobno. Ampak ta cona udobja malo prinese v bistvu nesreče. Začneš spati. Imaš drugo možnost, da iščeš to, da nisi uspel, da je kriv drugi. Ne. Sigurno je imela kakšno prednost, ali pozna strica, teto, te so zelo pomembni zadnje čase, ali pa kaj drugega, ne, ima lepše oči, pa je zato dobila mesto, se pa bolj sposoben. Ne vprašaš se v bistvu, kaj si sam naredil, koliko si sam pripričal to, da lahko uspeš, to, da si vsi želijo enako uspeha, pa manj ni zadost. Tudi ne vem, če si vsi želijo, če upajo na ta uspeh. Če upajo biti pogumni, da bo zmagal v tekmi. Vi, ko gledate igralce, ne, in mi ti Alen ste govorili, da danes so moštve na športu, res da sam dva, ne, ampak to je tim, to je ekipa. Jaz sem počeli gledal film Bili smo prvaci sveta v Hali Tivoli. Moram priznati, da sem kar joko zraven. Spominjam se, takrat sem bil star 17 let, ne, kaj je bilo pred Halo Tivoli. Ne. Kako upati, zaupati, da boš prvi na svetu? Pa ne bo katerokoli področje. In mi imamo danes toliko izjemnih ljudi, ne, na področju športa, ki to dosežejo. Kaj pa ima, ne, Tina, ne, ali pa Prevc, nekaj več, kot vsi ostali po celem svetu? V čem je čar? Pač enostavno svoje prednosti, svoje delovne navade, svoj pogum,
svojo koncentracijo izkoristi na najboljši način. Ko prijete na pogovor za službo, jaz vedno sprašujem, a veste, kateri teh vprašanj smete postaviti? Ajde, temnejše. Prvo, drugo? No, tega ni, no. Točno, ne. Potem ste že primerni, ne. Teh vprašanj ne sme biti, ne. Ampak pole pa vprašanje, ne, takrat imaš možnost pogovora 15 minut. V Mercatorju sem jaz bil v vseh izpitih za pripravnikov visoke izobrazbe. Vseh. Noben je del izpita, da nisem bil zraven. Vsi niso naredili. Poanta je to, zakaj? Tisti, ki je visoko izobražen, v principu bi lahko predsednik uprave Mercatorja. On te predstavlja. On je tvoja slika. In zdaj vprašanje, ne, ko prideš na tak izpit, na tak pogovor, imaš 15 minut. Tistih 15 minut moraš pokazati svojo najboljšo stran, najboljšo plat. Koncentracija, priprava. In kdor hoče blefirati, mora biti ful dobro pripravljen. Nepripravljeni bleferi tako hitro padajo, da to ni za verjeti. Poznati moraš partner na drugi strani in v principu vedno se moraš tudi vprašati, kako bi se počutil na njegovem mestu. Če je odgovor, ne naredi njemu nič takega, kar ne bi hotel sebi, potem imate dobro pot. Ampak jaz vam želim danes, pravzaprav ne, poleg takih dobrih predavanj, ne, in ne sem užival, ne, hvala obema. Poznam pa oba, pa da mislim, gre, da je tako, da pričakovano, zdaj kdo je lepši od nje, boste vi pa naredili anketo, ne, pa da se ne boste kregala za kom dekleta po Rožniku in Golovcu kričijo, nekaj ste to hitra. Ampak družite se, izmenjujte izkušnje, priznajte nekaj od vas, ti si pa res ful dobro, si pa najboljša. Daš roko in to ne bo motiv, ne, da še več delaš. Bom pa naslednje srečanje, pa jaz boljši, bom jaz dosegel nek uspeh. In akcije v življenju morajo biti. Jaz vam tle vidim, živštik, nekaj svojih sodelavkov izpred, ne bom povedal komplet, ne. Ampak bo lahko pol povedala najmo zgodbo, ne. Akcije v življenju, ne da so nekaj normalnega, so tudi obvezni. Ker ne more, če bi sam šel gor, ne, bi počel kot balon. Takrat se treba dvigati, razmisliti še enkrat, zakaj si padel, koliko si sam kriv, ne, in najprej pri sebi iskati. Pri sebi iskati vzroke, zakaj kaj ni uspelo. Jaz sem to doživel, kaj bi rekel, 2-krat, 3-krat v teh skoraj 40 let delovne dobe, ne. Prvi sem bil star 37 let, ko sem dal odpoved v Emoni kot generalni direktor vodenja celotnega sistema. Samo en je bil med mano. Takrat sem dal odpoved, ne, sem bil tako potenten, ne, da se mi je zdel, ne, da Liv v 12 otrok bo sam zaradi mene. Mlad mulc, ne, priden, deloven, pa ne dojameš v principu, ne, tisto ključno stvar, kilometrino, ki potrebuješ za to, da se lahko srečaš z problematiko, ki te spremlja vsak dan. In če jaz nisem verjel, da bom šel stran in potem prideš v 37 letih, kaj bom pa zdaj delal? Najhujši problem, biti brez motiva. No, potem gre naprej, ne, Mercator, moja ljubezenska zgodba. 8 let zaljubljen s tem, ko bi se vsakemu od nas sreč malo si videti nekaj rdečega, zdaj vse. Da smo na tem področju, ne, saj prave barve. In takrat se mi je zdelo, še danes mi ni jasno, zakaj nam niso posili ta model 4x25%, torej mnogo preden so začeli razlagati o zadružištvu, je bil tu pripravljeno 3000 zaposlenih, torej do nivoja poslova, da bi bili 15% delničarji Mercatorja. Garantirano danes bi bili že v Bakuju, ne, pa ne bi bili tako na trgu, ker je bila hiša, ki je temeljila na zaupanju, na iskrenosti, na želji po uspehu, smo najboljši. In tretji, ne, volitve 2011, ne, zmagane in potem brez vlade. Ta prvi trenutek se zdi čuden, ne,
pravzaprav zakaj. Pol pogotoviš, ne, spet tisto zgodbo, da je nekdo bil premlad v te dogovoru, pa to nisem bil jaz, ne, ki se mu je zvrtelo od uspeha. In te situacije boste lahko spremljali posod, ne, če nisi v stanju sprejeti realno situacijo, ampak misliš, da se svet zaradi tebe vrti. Tako da vam jaz želim veliko realnosti, veliko dela, veliko uspehov, predvsem si pa zaupajte, pa nihče ni boljši od vas, dokler to ne pokaže. V principu v štartu tiste osnove, da v štartu hočem biti najboljši. Na koncu 4. mesto daš roko, čez 1 leto si prvak. Ampak to pomeni to, kar treninga. Lepo se imejte, uživajte v najlepšem mestu na svetu. Nervozni, ne, bolj najstarejše počakali. Ljubljana je zelena prestolnica Evrope 2016. Prejšnji teden sem pa šel iz Kana, to je največji sejem nepremičnin na svetu. In veste, kaj je ključen podatek? Vsi stili zmagovalci so prišli iz sever Evrope. Najbližje mesto Ljubljane je 1000 km. Nam je komisija rekla, Ljubljana je v najkrajšem času naredila največ spremenjene kvalitete življenja. To je bila utemeljitev nagrade. In potem rečeš, pravzaprav, kaj imate vi v Parizu? Imate seno, aha, pa naš Ljubljanska je lepša, ne? Vi nikoli ne boste zelena prestolnica Evrope, mi smo že. Dokaz temu je, da lahko tekmuješ tudi z 286 prebivalci, ne, z vsemi mesti, ki imajo 10 in več milijonov. Dve anekdoti, Peking. Župan začne, ko me sprejel, krasno, ne. Nas je 19.600.000. In moj odgovor je bil, če ste vi po noči prijedni, ne, skupaj z Ljubljano vas je 20 milijonov. Ampak potem pridemo pa do zgodbe, ko mi reče, v hotelu si perete zobe iz flaške, ne iz pipe. Sem pa tu si, mi pa pijemo vodo iz pipe, ne. In smo najdeli spet element, ki smo boljši. Imamo zdaj zastopen, imamo za naslednjih 400 let garantirano vodo, če ne bomo imeli neumnosti. In drugo, Moskva, ne. $50 milijard proračun. Kaj ne bo jaz reče s 500 milijonov. Ampak potem ugotovim eno stvar, da se jaz vozim do njega z vsem lučkam, ne, 2 km 2 uri. 2 km 2 uri, ne. In mu reče, veste, kolega Vrškov, mi smo pa zaprli center mesta za promet. 10 hektarjev imamo peš cone. In sem prvi nekaj razgovor ministru rekel, Andrej, kako je to naredil? Bil si v Ljubljani, to reče župan, postavlja količke. Izkoriščite svoje prednosti, ne? In to je tisto. Verjemite vase, slično. Nikoli ni lahko prekini župana, se mi zdi. Še kaj čakaš, da prekineš predsednika, ne, takih 5 let samo, ne. In to nas danes še čaka verjetno. Lepo se imejte. Zaupajte vase. Naš naslednjega gosta danes. Je gospa Brigita Pirc. Jaz mislim, da gospod Jankovič tudi dosti dobro obvladuje mreženje, ne? Lahko je te povedal. Ampak gospa Brigita je, pa se ukvarja predvsem s tem, je DNI nacionalna direktorica za celotno področje ADA regije, poklicno se ukvarja s poslovnim mreženjem. Poleg praktičnega znanja je tudi akademsko zelo podkovana, sama znanstveni magisterij ravno z tega področja. In preden je poklicna pot zašla v vode poslovnega mreženja, je skoraj 15 let, že stari, delovala kot menedžer in veliko delala tudi v tujini. Zelo zanima področje psihologije, tega gosta danes še imel, in medsebojnih odnosov in je specializantka psihoterapevtskih znanosti Sigmund Freud univerze.
Velika je drugače poročena, in mama 3 energičnih fantov, v prostem času pa navdušena športnica. In ključ do uspeha sta energija in entuziazem. Beseda je vaša. Najlepša hvala. Ne bi začeli odštevati, tako da dobro, da so mi pred oči postavili, ko res sem zmer predolga. Zdaj, ko sem poslušala najprej Alana Ponitjo, pa pol še župana, so mi res velike čevlje tukaj na tem odru pustili. In zjutraj, ko sem srečala Alana in Mite, najprej sem videla Alana, sem že prej poznala, tudi sem ga že slišala, in sem rekla, ok, oba sta toliko fejst, ker nimam kaj narediti. Zdaj, edin, kar jih lahko prosim, je, da sta dolgočasna. Zato, da me polno toliko težko zanima govoriti. No, nič od tega mi rata, tako da se moram zdaj jaz maksimalno potruditi kaj na odru. A ste že kaj mrežde danes? Ste. No, jaz verjamem, da ste že spoznali ali pa začele kakšno novo poznanstvo, da bo to teklo še bolj učinkovito, se pravi, da vam bodo ta znanstva, ki jih boste naredila danes, mogoče v prihodnosti odprla kakšna nova vrata. Vam bom res v tem svojem kratkem predavanju dala par navodil, zelo praktičnih navodil, kako se na dogodkih mreži čim bolj učinkovito. Se pravi, jaz vam nekaj to še nisem jaz. Se pravi, govorili bomo o tem, mreženje se začne že pred samim dogodkom. In jaz bom nakratko povedala, kako se na mreženje pripravimo pred dogodkom, kaj potem počnemo med dogodkom in za mene najbolj pomemben del mreženja je po dogodku. Se pravi, z res praktičnimi nasveti bomo pogledali vse te 3 dele mreženja. Se pravi, preden gremo na nek dogodek, se moramo nanj ustrezno pripraviti. Eno izmed vprašanj, s katerim se ženske zelo hitro srečamo, preden gremo na dogodek, je ideja oziroma vprašanje, kaj bomo oblekle. Moški imajo s tem malo ven dela, jaz tudi o tem ne bom govorila, predvsem pač oprava naša mora biti primerna nekemu dogodku. Če pa ne vemo, kakšen je dress code na nekem dogodku, pa ni nič narobe, če kontaktiramo organizatorja in nam bodo to tudi povedali. Ko pa gremo na neko mreženje, je pa zelo pomembno, da imamo s sabo tista najbolj obvezna mrežniška orodja. In najbolj obvezna mrežniška orodja so naše vizitke, pisalo in pa update koledar. Se pravi, lahko je to rokovnik ali pa telefon, jaz sem tukaj gor dala telefon, pametni telefon, ki ima update koledar. Boste videli vse, zakaj kaj potrebujete. Seveda vizitke so najprej ogledalo našega posta, našega podjetja, s tem nekaj sporočamo. Še bolj pomembno oziroma enako pomembno pa je tudi to, da vizitka je tisto, kar za nami ostane potem, ko se dogodek zaključi. Se pravi, ne hoditi na dogodke brez vizitk. Jaz jih imam v vseh torbicah, se veste, ženske pa torbice pa menjavamo. Jaz jih imam za vsak slučaj v vseh torbicah, v žepih jaken in imam jih tudi v avtomobilu, ker kljub vsemu včasih ostane čist brez vizitk in pol pozam v nezavka. Se pravi, vedno dovolj vizitk. Pisalo. Zakaj potrebujemo pisalo? Kljub temu, da imamo mi tale update telefon. Pisalo potrebujemo zaradi tega, ker si na vsako vizitko, jaz si popolnoma na vsako vizitko opremim z nekimi napisi. Se pravi, na vsako vizitko napišem datum, ko sem spoznala človeka, dogodek, kjer sem ga spoznala in eventualno kakšen komentar, če je potreben. Jaz vizitke tudi klasificiram. Kot ste slišali, se poslovno ukvarjam, se pravi s poslovnim mreženjem in jaz imam zares na tisoče vizit po svojem predalu. Zdaj, to bi mi nekaj dosti koristilo, če bi imela kar tam noter razmetanje. Jaz imam zelo sistematično vizitke posortirane, imam jih tudi vse v elektronski obliki, zato da mi olajša iskanje, ko prej potrebujem. Pa vendar jih imam tudi zelo sistematično razporejeno v tem svojem predalu. Namreč jaz vsako vizitko označim, glede na pomembnost, ki jo trenutno zame ta oseba predstavlja, ko sem ga spoznala. Zato imam neke oznake in imam vizitke približno tako razporejene. Pod eno kategorijo so tisti kontakti, ki so mi v tem trenutku za mene najbolj pomembni. Potem so tisti, ki so manj pomembni in tretjo kategorijo predstavljajo kontakti, ki v tem trenutku zame ne igrajo zelo pomembne vloge. Nobene vizitke pa nikoli ne vržem stran, ker nikoli ne vem, kdaj bom koga potrebovala. Lahko je nekdo v
tretji kategoriji, pa bo čez 2 meseca v prvi kategoriji. Se pravi, jaz vizit ne večjem stran. In nazadnje, update-an rokovnik. Že danes tukaj se boste s kom dogovorili za sestanek. In fajn je, da imate za to rokovnik, ki je osvežen, ne da se dogovorite, ja, se slišva jutri, pa da se zmenila po mailu za sestanek. Ker potem pa jutri pride, pa nujna opravila, pa je otrok je zbolel, pa že naslednji teden, pa še potem in stvari gredo v pozabo. In na ta način pravzaprav izgubite neko priložnost, ki ste jo danes tukaj začeli. Zato potrebujete ta update-an koledar. Evo, zdaj smo mi pripravljeni za naš dogodek. Uprava je primerna, orodja imamo in zdaj mi pridemo v tole dvorano. Same smo tukaj, ali gospod vprašajem, kaj naj ona, reva Boga, zdaj tle počne. Jaz verjamem, da smo se vsi kdaj že počutili tako neprijetno na dogodku, pa pol se usedemo, pa čakamo, da se začne, pa za Božjo voljo, a mora biti toliko odmorov na teh dogodkih, to je najbolj grozen del dogodka. Največ ste se že slišali za govorico telesa. Na podlagi tega, kako te ljudje v dvorani stojijo, to je ena taka tipična postavitev enega dogodka, in na podlagi tega, kako ti ljudje stojijo, vi lahko vidite, kateri od teh parov, kateri od teh skupin se lahko priključite, brez da riskirate zelo veliko, da vas bodo zavrnili. Vam bom pokazala še nekaj bolj podrobno, poznamo zaprte in odprte pare. Vidite tukaj na levi strani, jaz ne ločam levo pa desno, no, tam na tej strani, imate zaprto dvojko, tako jaz rečem. To sta dva, ki sta s telesi obrnjena drug proti drugemu, z obrazi sta obrnjena drug proti drugemu in če vidite, stojita precej skupaj. To pomeni, da v tem trenutku sta one dva v neki debati, oba zelo zatopljena in ne želita biti motana. V nasprotju z njima je pa zraven par, vidite, z obrazoma sta ravno tako obrnjena drug proti drugemu, vendar pa s telesi nakazujeta, da one dva pa sta pripravljena še koga sprejeti v svojo družbo. In takemu paru se z lahkoto pridružite. Zdaj, če naletite na situacijo, ko bi pa vseeno radi govorili z nekom, ki je v zaprtem paru, opazujte, kaj se bo dogajalo. Se pravi, lahko se zgodi dvoje. Lahko se obrnete k vam samo proti z obrazom, to pravzaprav sporočata obe se stran. Če se boste premaknila s telesi, pomeni dobrodošlo, lahko ostaneš. Evo, tukaj je malo večja skupina, ampak zopet, na levi strani zaprta trojka in na desni strani odprta skupina, ki se ji lahko priključite. Ko greste na dogodek, je pa res, da se je lažje priključiti, če ste sami manjši skupini kot večji skupini. Večja skupina, kot je, več samozavesti potrebujete, da do nje pristopite in se priključite takemu pogovoru. No in zdaj, če še enkrat pokažem sliko te dvorane, kam zdaj tale gospa lahko gre? Zdaj že vse veste o teh parih. Kam? Tukaj sam. Ja. Tale nas bo definitivno najbolj hvaležno sprejel. Običajno boste videli, da tudi med odmori, vsem nam je neprijetno, sploh na dogodkih, vsi se nekaj poznajo, vsi nekaj mrežijo, jaz sem pa sama, me noben ne mara, težko mi je pristopiti, nobenega ne poznam, s čim se običajno zaposlimo? S telefoni, točno tako. Moramo spustiti kakšne SMS-e, pregledati, kdo nas je klical. Dobro, nekateri res imajo kakšne telefone med pauzo, da ne bomo krivični, ampak večina se pa na ta način zaščitimo pred tem nelagodjem, ko smo sami. In zato, če naletite na nekoga, kaj sam, ta vas zagotovo ne bo zavrnil. Njemu se absolutno vedno lahko pridružite. Potem je še, evo, tukaj je še ena odprta dvojka in še eno odprto trojko imamo tukaj na tej sliki. No, zdaj pa v redu, jaz sem zdaj izbrala, recimo, da sem se odločila, da grem k temu odprtemu paru. Kaj pa zdaj? Če jaz pristopam, dober dan, jaz sem Brigita Pirc, če rabite več posla, nam jaz lahko pomagam. Ne vem, no. Če velik najbolj navdušeni nad temle mojim nastopom. Fino je, sploh mogoče tisti, ki imate malo več, ki ste mogoče malo bolj zadržani. Mimo grede, kaj mislite, kdo ima prednost pri mreženju? Ekstrovertirani ali introvertirani? Ekstrovertirani, zakaj? Da so bolj odprti. Res je prednost ekstrovertiranih, da lažje pristopajo, imajo manj zadrege pri tem, vendar pa imajo ekstrovertirani tudi eno slabost.
Ekstrovertirani zelo veliko govorimo. In zato včasih preslabo slišimo. In introvertirani imate pa tukaj veliko prednost, mogoče res težji pristopite, ampak kot poslušalci ste pa precej boljši in zaradi tega tudi več stvari slišite in jih lahko tudi uporabite. Se pravi, zdaj pripravite si neko strukturo, kako boste pristopili k temu padu. Najprej seveda začnete z nekimi uvodnimi besedami. Ena taka zelo enostavna je pozdravljeni, jaz običajno to uporabljam. V svojih gradivih, če jih odprete, si lahko tudi malo zabeležite, če boste dobili kakšno idejo. Sicer pa mislim, da ni tako kompliciran, da si ne bi zapomnili. Se pravi, jaz zelo pogosto uporabljam pozdravljeni, vidva se pa še ne poznava in sem Brigita Pirc in pač to je moj uvodni pozdrav. En uvodni pozdrav, ki je tudi zelo enostaven, ga tudi z lahkoto uporabljam, je dober dan, dovolite, da se vam priključim, se vam smem pridružiti. Ne 5 minut, 14 minut, kle kaže. Kako? Ok, v redu, ne mogoče. Ok, pa moram pa tudi hitrej naprej. Se pravi, po uvodnih besedah je pa fino, da vprašate kaj o njih. Namreč jaz vam ljudje, kak meni pridejo, pa se predstavljajo in takoj začnejo govoriti o sebi, prej zbudijo nek odpor, kot pa neko zanimanje. Zato vam predlagam, da najprej vprašate kaj o njih. Običajno boste danes največkrat slišali, s čim se ukvarjate, kaj počnete. Jaz vam pa predlagam še kakšna bolj zanimiva vprašanja, kaj je vaša idealna stranka. Koga iščete, s kom bi danes radi tukaj govorili? Kakšni so cilji, kakšne cilje imate z vašim poslom. Se pravi, to so vprašanja, ki vam bodo dale veliko informacij, koristnih informacij o vašem sogovorniku. Potem seveda v eni točki ste na vrsti vi, da se predstavite. Predstavitev mora biti zanimiva, kratka, jedrnata. Predstavitev je fino tudi, da si vnaprej pripravite, pa poskušajte, da je res zanimiva. Ker če rečete, ja, jaz sem pa računovodja, kaj jaz lahko odgovorim? Nič kaj dosti mi ne dajete možnosti, da vas še kaj naprej vprašate, tako da poskusite malo drugačno predstavitev narediti. In potem na koncu seveda se morate zaključiti, se pravi, ne zapraviti celega dogodka z eno osebo. Dovolj je 10 do 15 minut in potem greste naprej. Zdaj pa problem je, ne, sploh če naletite na tistega, kaj tam gor sam, on se vas lahko zelo prime. Zaradi tega, ker končno se mu je nekdo priključil. In običajno, kaj se nam bolj zgodi, polnosti ščilulati, pa smo lačni, pa smo žejni, ne, in se ga na ta način želimo losati. To je dokaj neprofesionalno. Mogoče jaz taktiko, ki jo jaz uporabljam, je, me veselilo, da smo se spoznala, jaz grem še naprej v mreži, pa se še kaj srečava na tem dogodku. To je tak zelo prijazen, da podam roko in enostavno grem naprej. Jaz pa, ne vem, če ste prej slišali, ko sem rekla, da ga vprašam, koga bi rad spoznal, koga išče. Pa recimo, če reče, da bi pa rad spoznal kakšnega odvetnika, da v tem trenutku potrebuje kontakt kakšnega odvetnika, lahko tudi to uporabljam, ko se želim posloviti. Lahko rečem, rekli ste mi, da bi radi spoznali kakšnega odvetnika, če naletim na kakšnega, a želite, da vas predstavim. Kaj mislite, da me bo še zadržal zdaj, ko ve, da sem jaz tudi na misiji za njega na tem dogodku? Ne. In se pravi, na ta način se lahko, in seveda, če srečam odvetnika, ga potem zares povežem s tem človekom. Se pravi, na ta način se lahko zelo profesionalno poslovimo od nekoga, ne da bi morali iti na stranišče. Tako, zdaj vemo, kako, kaj govoriti, kako poiskati. Zdaj bi vam pa rada predstavila na kratko še eno orodje, ki vam bo lahko tudi zelo pomagalo pri poslovnem mreženju. En pameten možak, Toni Alessandro, si je zmislil platinasto pravilo, ki pravi, da ravnaj z drugimi, kot oni želijo, da ravnaš z njimi. To platinasto pravilo je narejeno prav za področje poslovnega mreženja in za področje prodaje. Ok, to je super pravilo, ne? Ampak kako ne jaz zdaj vem, kaj si ti človek tam gor, ki sam stoji, kako si želi, da jaz ravnam z njim. Mogoče on še sam ne ve, kako bi rad, da jaz ravnam z njim.
Knowledge Institute iz San Francisca, s katerim jaz sodelujem pri pridobivanju znanja z področja poslovnega mreženja, je razvil eno zelo fajno orodje, ki so ga povzeli tudi iz profilu. In sicer ljudi na mrežniških dogodkih so razdelili glede na dve dimenziji. In sicer glede na hitrost komunikacije, glede na hitrost gibanja, gest, razmišljanja, so jih razdelili na ljudi, ki imajo hitrejši tempo in ljudi, ki imajo počasnejši tempo. In potem po drugi dimenziji so ljudi razdelili glede na to, ali imajo tendenco govoriti o poslih, o ciljih, o taskih, ali imajo tendenco govoriti o ljudeh. Na ta način dobimo 4 tipe ljudi, ki vsak govori svoj jezik. In zdaj, če vi poslušate ta njihov jezik in se prilagodite njihovemu jeziku, potem se jim boste seveda bolj približali, kot če ostanete na svojem področju. Slišali smo župana, ki je danes omenil cono obdobja, to pomeni to, da gremo iz svoje cono obdobja in se prilagodimo našemu sogovorniku. In zdaj, če nakratko predstavim te 4 tipe. V prvi skupini so ljudje, ki imajo hiter tempo govora in govorili bojo danes o poslu, o ciljih, o tem, kakšne imajo načrte. Jaz jim rečem vodje. To so ljudje, ki želijo biti vedno prvi, najboljši. Na dogodku jih boste prepoznali, da so zelo profesionalno urejeni, imajo zloščene čevlje in nosijo najboljšo uro, ki si jo lahko prvoščijo. Ko se bodo pogovarjali z vami, vam bodo vedno gledali malce z ramo, ne zato, ker bi bili dolgočasni, bi se jim zdeli, ampak zaradi tega, ker vedno gledajo, če je še kdo, ki bi bil za njih zanimiv. No, z njimi se boste danes tukaj dogovorili za sestanek in pri njih boste biti kratki, jedrnati. Prepričali boste pa za sodelovanje z vami na ta način, da jim boste povedali, ne vem, z mano sodeluje že 500 podjetij ali pa delam 100 in to firmo, se pravi, njih prepričajo neke močne, dobre reference. Druga skupina ljudi, ki so ravno tako hitrejši, imajo hitrejši tempo komunikacije, govorijo pa tendenco imajo pa govoriti pretežno o ljudeh, so promotorji. To so ljudje, ki so vedno center dogodka, center zabave. Okrog njih se vse dogaja. To so najbolj energični, entuzijastični ljudje na dogodku. A veste, na zasebnih zabavah jih pa poznate, to so tisti, ki so na koncu zabave na mizah, preščevajo jasno. Tudi promotorji se boste tukaj danes dogovorili za sestanek. Motivirali pa jih boste za sodelovanje z vami na ta način, če jim vi poveste, koliko bo zabavno, pa koliko pozitivno bo sodelovati z vami. Slabost promotorjev je, da zelo pozabljajo, tako da jih morate še spomniti pred sestankom, da imate sestanek z njimi. No, potem je skupina ljudi, ki ravno tako govorijo večinoma o ljudeh, imajo pa pri tem nekoliko počasnejši tempo, to so negovalci. Njihov glavni motiv za delovanje je pomoč drugim. In njih boste lahko spodbudili, da sodelujejo z vami, če jim boste povedali, kako to, da boste vi delali z njimi, jim bo še bolj pomagalo, da bodo oni drugim še bolj pomagali. Od vseh 4 tipov so najbolj usmerjeni v ljudi in če želite dobivati goste preko priporočil, morate imeti v svojem timu negovalce, zaradi tega, ker oni imajo sicer ožjo mrežo kot promotorji, vendar pa njihova mreža zelo, zelo globoka in zato lahko odprejo marsikatera vrata. In zadnji tip so ljudje, ki imajo ravno tako počasnejši tempo, govorijo pa večinoma o pravilih, o taskih. In to so raziskovalci. Raziskovalci jim rečemo zato, ker so za njih je pa največji motiv za delovanje struktura, zelo so analitični, radi imajo sisteme. No, na dogodkih boste raziskovalcev srečali najmanj. Srečali jih boste na dogodku samo, ko morajo iti nekaj opraviti in ko bodo tisto opravili, bodo dogodek tudi zapustili. In zdaj čisto na koncu še minutko, ker ste mi skrajšali. Zelo ste mi skrajšali. Na župana se moram jeziti v redu. Na koncu nam je ostala še zadnja stvar, ki pa se mi zdi, da je res najbolj pomemben del poslovnega mreženja, zato se zdaj napustim jaz tukaj Vitiša, da veste. Zakaj jaz hodim na dogodke? Jaz hodim na vse te silne dogodke zato, da dobim skodelico kave. Ampak ne na dogodku. Mene zanima skodelica kave po dogodku z nekom, ki sem ga spoznala na dogodku.
In če želim priti do te svoje skodelice kave po dogodku, moram opraviti najbolj pomembno stvar poslovnega mreženja. Vse, kar sem vse povedala, lahko pozabite. Zapomnite si pa, da najbolj pomemben del poslovnega mreženja je sledenje po dogodku. Se pravi, follow-up po angleško, če hočete, boste lažje razumeli, ampak jaz striktno uporabljam besedo sledenje, ker se mi zdi, da je super. Se pravi, to je nekaj, kar sledi dogodku. Nekaj, kar bo začelo ali pa nadaljevalo z gradnjo vašega medsebojnega odnosa. Poslovno mreženje je namreč tek na dolge proge, je maraton. In učinki poslovnega mreženja se merijo v mesecih, v letih in v dolgotrajnih rezultatih. In zato ne pozabiti na sledenje, kot najpomembnejši del poslovnega mreženja. Evo, s tem jaz tudi zaključujem predčasno. Jaz sem to en pogrozni. Meni je tako zanimiv vsega danes govorijo, pa bo 3 minuta skozi nam preganjati tempo. Ok, bom jaz zdaj preganjala naprej. Brigitta je omenjala introvertirane in ekstrovertirane ženske. Dajmo dvigniti roke vse ekstrovertirane. Zdaj pa vse introvertirane. Ampak vse pa imamo rade nagradne igre, je tako? Ja, pa ja. In naš Gregor bo zdaj na brzino naštel vse razstavljavce. In tista, ki prva zadene, koliko jih je, dobi nagrado. Se jih morate samo prešteti. Ja, ok? Tista, ki prva 3, 2, 1, začni. Zavarovalnica Kratkega Slovenika se pravi sponzor. Računovodski servis ProEvent, ProEvent je zagotovil stojnice. Identist, akreditacija nekaj stojnice, kako so zgodili napraviti polne mobitelov. Gropik, polni so poslovnih in promocijskih daril. Predsednik Pahvaric, seznamnik ali razpadajalec. Proorganika vase, sicer le kroške izdelke vseh vrst. Kozmetika Fabita, vodilna slovenska hiša lepote, župan Janković Poznani, tudi ni nastavljal, Optiprint, naravni tiskalnik, Ferlak, Dark, založba, ki izdaja poslovno literaturo, ki podaja praktičen pristop, tudi jaz se znam, tudi nastavljam, Devizni center Bled, opravljajo najrazličnejše specifične preglede, na Rakaniče, poznamo, Ljubice Cajce, Jakniče sem že videl, Karamion, Holistični center razvoja osebne uspešnosti, Depo Vrhnika, izobraževanje seksualnega zavodništva, Pimperič, medijska promotorka Lenja, tudi ne razstavlja, hotel Dijana Murska Sobota, hotel Rogaške Slatine tudi ne razstavlja, Voda Jana, za odžajati, in Automatic Service, morate nekaj dneva, da se izključite dobro kavico. Koliko? Bravo! Super! Ekstazo lepote vas čaka zunaj? Odlično! 17! Krasno! Drage moje, 50 Shades of Grey je zdaj zelo zanimiva tema, ne? In nekateri sedite na stolih sive barve, je tako? In za vse tiste, ki sedite na stolih sive barve, pogledate, pod stoli vas nekaj čaka. Moški! Pod stol, Berta! Ja! Drage moje, pod sivimi stoli. Ni nič.
Drage moje, še več nagrad vas čaka pri razstavljavcih zunaj. Med drugim bomo podarili tudi 2 bona za počitnice na Tenerifi. In zdaj, drage moje, zdaj sledi prva močna kavica in potem gospod predsednik. In točno 20:11 pride, bude točno in zelo točno. Ob 10:40 se vidimo nazaj v dvorani. Lepo pozdravljeni, sem Nives Mahne Čehovin z primorskega konca, iz Kozine. Drugače pa sem prevajalka z dušo in srcem. Prevajam že dosti let, lahko rečem. Najprej sem bila 6 let zaposlena na prevajalski agenciji v Ljubljani, zdaj pa imam že 10 let svoje podjetje. Prevajam iz slovenščine in iz angleščine in tudi lektoriram besedila v slovenščini. V vseh teh letih, odkar sem že na trgu, sem v bistvu zadovoljna, da mi zaupali zelo dosti različnih institucij, podjetij in ustanov. Med njimi recimo ustanove Evropske unije, kot je parlament, komisija, sodišče, potem 5 fakultet slovenskih, prevajam tudi za različna podjetja po celi Sloveniji, v Ljubljani in tudi okrog. In tudi v bistvu za razne organizacije, občine, pač kdorkoli potrebuje storitev prevajanja. Naj povem, da so moji prevodi vsi lektorirani, tako v slovenščini kot v angleščini. Angleški lektorira angleški lektor, native speaker, tako da je res potem ohranil tisto dušo jezika. In tudi to, da se vedno držim dogovorjenih rokov, da nikoli ne zamujam, in da se tudi skušam čim bolj prilagoditi pač potrebam naročnika, da čim prej prevedem, včasih tudi čez vikend ali pa čez praznike, kakor je pač nuja. In besedila, ki jih največ prevajam, so predvsem poslovna, pravna, pa tudi poljudna. Od poslovnih recimo so računovodska poročila, letna poročila, razni finančni izkazi, pa tudi potem pogodbe, pravna besedila. Potem pa tudi od poljudnejših, recimo kakšne brošure, promocijski materiali, spletne strani podjetij. Med mojimi prevodi recimo se znajdejo tudi, ne vem, lani je bil katalog za gorenje v hladilnik, pa tudi recimo zahvalno pismo kraljici Elizabeti, ko je obiskala Slovenijo in prišla tudi na Kras, tako da se najde kar velik razpon. Drugače pa še, kar bi še povedala, je, da več lahko o meni preberete na moji spletni strani, in sicer je to www.prevajalka.com. In še mogoče, če čisto strnem na koncu, pač vi napišete, jaz prevedem, oni razumejo. To je tudi smisel prevajanja, da se pač 2 sogovornika, ki se ne razumeta, lahko srečata nekje na sredi poti in se potem dogovorita naprej svoje zadeve. Hvala lepa in srečno sem. Torej, lep pozdrav, moje ime je Tjaša Vidic, prihajam iz Primorske, imam podjetje že vrsto let, ukvarjam se z informacijskim pravom in v vseh teh letih smo zaznali eno veliko vrzel oziroma neurejenost na področju pravnih pogojev za spletne strani. Zato smo se odločili, da bomo pripravili avtomatiziran sistem za letni najem pravnih pogojev. Pač sam sistem je zelo enostaven, zato ker želimo strankam omogočiti, da ne bojo pač kot lastnice spletnih strani imele spletne strani brez pogojev, oziroma da jih bojo kopirale, oziroma da se pač izognejo tudi visokim stroškom najema zunanjih pravnih svetovalcev. Zato smo v bistvu tudi to storitev pripravili. Storitev bo aktivna proti koncu meseca aprila. Zdaj pa v bistvu vse vabimo, če želijo sodelovati pri anketi, da izpolnijo vprašalnik na naši spletni strani www.loalai.com oziroma nam lahko tudi pišejo mail na info@loalai.com. Hvala lepa. Lep pozdrav, sem Martina Vrabec iz podjetja IM Projekt. Pozdravljam tudi v imenu kolegice Alenke Stare, s katero skupaj ustvarjava že več kot 3 leta. Najino poslanstvo so otroci, izdelujeva, ustvarjava, razmišljava o didaktičnih igračah in učnih pripomočkih.
Vsi najini izdelki so ciljno naravnani, namenjeni temu, da se otrok z njimi nečesa nauči, izuri, razvije kakšno veščino, postane spretnejši, uspešnejši, zadovoljnejši. Vse izdelke od začetne ideje do končnega, narejenega, zašitega, pobarvanega izdelka narediva sami. Zato so unikatni in vsekakor nekaj posebnega. Želiva, da bi jih prišlo čim več v vaše domove, v vrtce, v šole in bi skupaj z njimi otroci spoznali drugačen svet učenja, kjer so ustvarjalni, aktivni, se naučijo na bolj zabaven način in si naučeno bolje zapomnijo. Vse dobro vam želim in upam, da se kdaj srečamo. Lep pozdrav, sem Debora Burič, prihajam iz Kopra, sem direktorica podjetja Začuti utrip. Podjetje se ukvarja s pripravo turističnih programov za osebe s posebnimi potrebami. Trenutno smo šele v začetni fazi razvoja podjetja in iščemo poslovne partnerje na celotnem področju Slovenije. Če vas zanima sodelovanje z mano, me lahko kontaktirate na Facebook strani Začuti utrip ali pa preko e-mail naslova debora.buric@gmail.com. Hvala. Pozdravljeni, moje ime je Petra Kaltnikar-Gabrc, prihajam iz Kranja, po izobrazbi sem biolog. Pred 2 letoma sem se pridružila podjetju ASEA, ki promovira eno največjih odkritij na področju delovanja celic, za katero znanstveniki trdijo, da gre za večje odkritje od penicilina. Gre za popolnoma naravne produkte, ki spodbudijo telo k samozdravljenju in ima izredne rezultate pri odpravljanju različnih zdravstvenih težav, pri preprečevanju pojava bolezni, tudi izboljševanju dosežkov športnikov in tudi regeneraciji. Sama imam izredno močne izkušnje, odpravila sem kar nekaj zdravstvenih težav, od nespečnosti do bolečin v sklepih, težav s prebavo. Imam tudi izredne rezultate v športu, energijo, spanje. Zaradi etičnih načel podjetja in svojih izkušenj sem se podjetju pridružila tudi poslovno. Sem zelo pozitivna, komunikativna, poštena, natančna oseba, ki rada pomaga drugim ljudem. Poslu sem zelo predana in tudi povsem samostojna, sem na enem od vodstvenih položajev. Moji načrti za prihodnost so zbrati skupino ljudi, ki bi informacijo predajala naprej, tako pri nas kot tudi v tujini. Želim voditi tudi izobraževalne seminarje, povezovati skupino svojih ljudi. Iščem pozitivne, komunikativne, poštene, zanesljive poslovne sodelavce z jasno vizijo za prihodnost. Najdete me na Facebook profilu Petra Kaltnikar-Gabrc, potem tudi na Skypeu petra.gabrc, gmail pgabrc@gmail.com ali mobilni telefon 040 747 815. Sem Anca Korelc, ukvarjam se z izobraževanjem in svetovanjem na področju spletnega marketinga. Ste že slišali tisto, da če vas ni na Googlu, vas praktično ni? No, to se morda sliši kot klišé, ampak je vsak dan bolj res. Namreč, če se ne tržite tudi na internetu, lahko zamujate kar 90% potencialnih strank. Kako vam lahko pomagam? Skupaj lahko načrtujemo spletno stran, ki vam bo pomagala pri prodaji. Naučimo se, kako pravilno komunicirati na Facebooku, Twitterju, LinkedInu in drugih družabnih omrežjih. Naučimo se pisati dobre, relevantne e-novičke, ki vam bodo na dolgi rok lahko povečale vašo prodajo. Zaupajo mi številna podjetja in organizacije, med drugimi OpenIT, PSD prevajalske storitve, Zavod Mladi podjetnik, Plan B+, območna obrtno-podjetniška zbornica, Bežigrad, Spirit Slovenija, Brand Business School Ljubljana in mnogi drugi. Kje me pa najdete? Seveda na internetu. Vpišete www.mancakorelc.si, kjer boste našli moje kontaktne podatke, lahko me pokličete po telefonu ali mi pišete na mail in se dobimo na kavi in skupaj zasnujemo strategijo vašega uspeha na spletu.